Kdo vse bogati od študentskega denarja? Na univerzitetni redakciji smo tokrat pod drobnogled vzeli poslovanje podjetij državnega svetnika Matjaža Štolfe. Štolfa je lastnik ali direktor vseh 4 podjetij, od katerih 3 poslujejo študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani ali Univerze na Primorskem. Preko različnih podjetij je Štolfa od študentov in študentk do danes prejel več kot 200 tisoč evrov. Matjaža Štolfe se lahko spomnite po dogodku v državnem svetu konec februarja, ko se je pod njegovo težko roko zlomil govorniški pult. Ne, sem jaz nič kriv. Ja, so težke teme, ja. Na univerzitetni redakciji smo že poročali o poslih podjetja Matjaža Štolfe Nanoplus d.o.o., ko je podjetje leta 2019 ŠOU v Ljubljani sodelovalo pri izgradnji zasebnega waldorfskega vrtca v prostorih na Vojkovi 63, ki so v lasti ŠOU v Ljubljani. Takrat je podjetje za slabih 5000 evrov za zasebni vrtec nabavilo ograje. Podjetje Nanoplus, registrirano kot invalidsko podjetje, smo iskali na uradnem naslovu Ljubljanska cesta 76 v Domžalah, a ga po pol ure iskanja nismo našli. Nanoplus pa se ne ukvarja le z gradnjo. Januarja je podjetje od ŠOU v Ljubljani prejelo več kot 64 tisoč evrov za dobavo promocijskega materiala. ŠOU v Ljubljani ima sicer sklenjen okvirni sporazum o dobavi promocijskega materiala za skupno 600 tisoč evrov. Po večkratnih prošnjah in posredovanju informacijske pooblaščenke smo od ŠOU v Ljubljani prejeli več kot 40 računov za dobavo promocijskega materiala. Predstavimo le nekaj primerov dobavljenega materiala. Predsednik ŠOU v Ljubljani, Klemen Petek, je pod stroškovnim mestom Pametni študent vprašaj naročil za dobrih 9600 evrov dežnikov, skodelic, samolepilnih lističev in tudi 2 powerbanka. Na vprašanje, zakaj je predsednik nabavil 2 powerbanka, kdo ju bo dobil in po kakšnih kriterijih, nismo prejeli odgovora. Vodja resorja za socialo in zdravstvo pa je za stroškovno mesto pregled zakonodajnih sprememb naročil 179 bidonov v vrednosti 3500 evrov. Zakaj so za pregled zakonodajnih sprememb potrebovali 179 bidonov? Pojasnili so, da so bili bidoni, sicer uradno kupljeni za pregled zakonodajnih sprememb, namenjeni spodbujanju mobilnostnih navad, kot sta kolesarstvo in javni prevoz. Poleg naročil, usmerjenih v promocijo ŠOU in kampusa, je bilo nekaj promocijskega materiala, kot so svinčniki, majice in puloverji, nabavljenega tudi za študentske organizacije visokošolskih zavodov. Kot so nam povedali nekateri naročniki materiala, je dobava zamujala, določenega materiala pa po 8 mesecih še niso prejeli. Podjetje se na klice in sporočila naročnikov le redko ali nikoli ni odzvalo. Tudi novinarjem se na podjetju niso oglasili ali odpisali na novinarska vprašanja. Poslovanje Štolfe študenti pa se ne konča v Ljubljani. Drugo podjetje Matjaža Štolfe, Matjaž Štolfa SP, je januarja prejelo 2000 evrov od študentske organizacije Univerze na Primorskem. Predstavniki ŠOU na Primorskem so Štolfo najeli za svetovanje varuhu študentovih pravic. Na vprašanje, kaj konkretno je Štolfa svetoval varuhu, so odgovorili: svetovanje je bilo namenjeno različnim tematikam, predvsem je bilo namenjeno tistim študentom, ki so imeli izjemno težke socialne razmere in so potrebovali strokovno pomoč in podporo. Svetovanje svetovalcu je torej stalo 2000 evrov. Več o tem, kako se javni študentski denar pretaka v zasebne žepe državnega funkcionarja Matjaža Štolfe, v oddaji Nanoposli ŠOU. Matjaž, res si od domu. Sam se dan. Predsednik, hvala za besedo.